pedagoška izredna. Jaz mislim, da ni prav, da ljudje prijo. Zahvalila za njo in sprejeli smo soglasno vse sklepe, ki jih bo sedaj predstavil predsednik stranke, dr. Gregor Virant. Ja, lepo pozdravljeni. Torej, moram najprej reči, da sem kot vedno ponosen na našo stranko, Državljansko listo, kajti vsa današnja razprava je bila v duhu iskanja državotvornih rešitev, torej kako najti rešitve, ki bodo dobre za državo. Mi ne želimo kalkulirati, ne želimo izhajati iz interesov stranke, ampak nas zanimajo interesi države in to je tisto, kar je v današnji razpravi prevladovalo. Seveda odločitve niso lahke, kajti vsaka od možnih odločitev nosi za sabo določena tveganja, sem pa prepričan, da smo sprejeli odločitve, ki so prave, ki so najboljše za državo. In kar je zelo pomembno, sprejeli smo jih enotno. Veste, da je Državljanska lista stranka, ki je odprta za razpravo, ki je liberalna, v kateri vsakdo misli svojo glavo in pove svoje mnenje, na koncu pa vedno sprejmemo enotno stališče in se dogovorimo. Če bi tako funkcionirala država, če bi vsa politika funkcionirala tako, potem mislim, da bi bilo v Sloveniji bistveno boljše danes. Zdaj pa seveda tisto, kar vas zanima, kaj pravzaprav smo danes sklenili, kaj smo se dogovorili. Prvi sklep pravi, da ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije o sistematičnih in večkratnih kršitvah zakonske obveznosti poročanja o premoženjskem stanju, o nepojasnjenem povečanju premoženja ter o korupcijskih tveganjih Zorana Jankovića in Janeza Janše terjajo njun odstop z javnih funkcij. Pri Državljanski listi smo prepričani, da morata gospod Janković in gospod Janša odstopiti z javnih funkcij. Drugič, Državljanska lista kot koalicijska partnerica Janeza Janšo poziva, naj ravna državotvorno in v roku 10 dni odstopi kot predsednik vlade ali pa pošlje v Državni zbor predlog za glasovanje o zaupnici vladi. V primeru odstopa se odpre možnost za to, da se v okviru iste koalicije imenuje nov predsednik vlade. V primeru glasovanja o zaupnici se pokaže, ali gospod Janša v Državnem zboru uživa večinsko podporo. Če bo do glasovanja o zaupnici prišlo, Državljanska lista zaupnice ne bo podprla, ampak bo glasovala proti. Državljanska lista ostaja zvesta koalicijski pogodbi. Mi smo v koalicijo vstopili zaradi programa in smo ves čas poudarjali, kako pomemben nam je program, zlasti v gospodarskem delu. V koaliciji je 5 različnih strank. Tisto, kar nas je ves čas vezalo, je bil gospodarski program, uravnoteženje javnih financ, reforme za dvig konkurenčnosti gospodarstva, sanacija bančnega sistema. To so bile ključne stvari, kljub temu, da smo se v marsičem razlikovali. Državljanska lista je v koaliciji vedno izrazila svoje mnenje, odprto, povedali smo svoje, tudi takrat, kadar se nismo strinjali z drugimi koalicijskimi partnericami. Za nas bi bilo izjemno pomembno, za državo, za Republiko Slovenijo, da koalicija nadaljuje svojim delom z realizacijo koalicijske pogodbe z izvajanjem reform. To nam je ta trenutek ključno. Zato pričakujemo od SDS kot najmočnejše koalicijske partnerice, da v razumnem roku po odstopu gospoda Janše predlaga novega mandatarja. Seveda pričakujemo predlog mandatarja, ki bo kompetenten nadaljnji obstoj koalicije in vlade, s tem bi preprečili politično nestabilnost in omogočili učinkovito nadaljnje izvajanje koalicijske pogodbe. Če pogoji ne bodo izpolnjeni, če torej v 10 dneh gospod Janša ne odstopi oziroma ne pošlje predloga za glasovanje o zaupnici v Državni zbor, Državljanska lista ne bo več članica koalicije. Zdaj, naša odločitev je popolnoma jasna. Mi se zavedamo,
da v primeru neodstopa, v primeru torej, da bo gospod Janša ostal vztrajen na svoji poziciji, da lahko nastane politična kriza. Vendar moramo zelo jasno poudariti, da bi bila ta kriza izključno odgovornost gospoda Janše in Slovenske demokratske stranke, če bo ostala pri svoji podpori Janši. Problemov, če bodo nastali za državo, ne bo povzročila nobena druga koalicijska partnerica, ampak tisti, ki je, rekel, izvor tega problema. Mi smo ocenili, da seveda so reforme izjemno pomembne, ukrepi za gospodarstvo, za javne finance so izjemno pomembni, ampak tisto, kar je najpomembnejše za državo ta trenutek, je vrnitev zaupanja v državo, v državne inštitucije in pravna država. To je tudi osnova našega programa Državljanske liste. To so ključne točke, ključne zadeve, torej sklepi so jasni, so nedvoumni. Kaj dodatnega na to temo, pa bo mogoče povem še kolega. Zahtevali ste tudi dostop gospoda Jankovića, ki za ugotavljanje premoženjskega stanja in izvora premoženja funkcionarjev. Pristojna je za to po zakonu, ki je bil sprejet soglasno v Državnem zboru, nihče ga ni osporaval, nihče ga ni izpodbijal, nihče ni predlagal sprememb tega zakona in to je pač pristojna inštitucija. Mi si ne moramo privoščiti v tej državi, da ne bi resno jemali državnih inštitucij. Če najvišji funkcionarji v državi ne spoštujejo državnih inštitucij, kako lahko potem pričakujemo, da jih bojo spoštovali drugi državljani, običajni državljani. Če si lahko najvišji funkcionarji v državi privoščijo kršitev zakonodaje, netransparentno poslovanje, kako lahko potem pričakujemo od običajnih državljanov, da bodo redno plačevali davke in izpolnjevali svoje zakonske obveznosti. Tu se vse začne in se vse konča. Gospod Virant, pa imate li kakšna zagotovila, da Desus in SLS želite z vami ostati v koaliciji? Mi ne kalkuliramo in ne špekuliramo. To je pozicija Državljanske liste. Mi smo jasno povedali, želimo ohraniti koalicijo, ker je delo v njej v pretežni meri potekalo dobro, ne v celoti, veliko stvari pa je potekalo dobro. Naš pogoj je zelo jasen, gospod Janez Janša ne more ostati predsednik vlade in to je vse. Po naših informacijah SDS pravzaprav že dober rezultat. Postavljamo pa seveda v spredje interese države. Mislimo, da je v interesu države, da koalicija nadaljuje z delom, prioritetno v interesu države, da koalicija nadaljuje z delom za vlado pod vodstvom drugega mandatarja. Da bi v vsakem primeru bilo dobro najti rešitev v okviru obstoječe parlamentarne strukture, se izogniti predčasnim volitvam, da ne pride do zastoja pri delovanju. Je možna tretja opcija, se pravi, kakšna druga koalicija? Delimo, gospod Janković pravi, da zamrznjuje članstvo, pravite tudi, da te zamrznitve niso sprejemljive. Je torej možno, da se SDS in delimo še kjera druga stranka manjša omaknejo v opozicijo in da greste vi v koalicijo z največjo stranko? Ne bi se del o tem. Poglejte, mi smo jasno povedali, kdo ta trenutek nosi ključno, največjo in izključno odgovornost za nadaljne delo koalicije. To je predsednik vlade in SDS. Tam je odgovornost. Če najdejo rešitev oni, potem bo ta rešitev dobra, državotvorna, ohrani se vlada, ohrani se koalicija in delo se normalno nadaljuje. Če smo še eno vprašanje. Sklep, da naj SDS da drugega premijera. Menite, da imajo v stranki takega človeka? Če se ne motim, ima stranka SDS nekih 22,000 članov, ne? In najbrž med 22,000 člani se pa že najde kakšen primeren kandidat. Če bi se v naši stranki iz kakršnega koli razloga zgodilo, recimo, da sam kot predsednik ne bi mogel upravljati funkcije, pa smo bistveno manjša stranka, se bi zelo hitro našla zamenjava. Zdaj poslanec Starman je dejal, da poročilo protikorupcijske komisije smrdi. Je to osamljeno stališče v stranki? To je osamljeno stališče. Gospod Starman ni sodeloval pri odločanju sveta, se je prej odpravil domov. Svet je vse odločitve, vse sklepe sprejel soglasno.
Ni šlo za nikakršno prepričevanje. Torej, mi smo od samega začetka prepričani, da je naša prioriteta pravna država in da želimo živeti v državi, ki je vredna zaupanja. V to smo vsi prepričani, vse drugo so samo nianse. Minister Šušteršič, ali lahko poveste vaše osebno mnenje o vstopu iz vlade, če ne bodo pogoji? Jaz sem glasoval za vse te sklepe danes in se seveda z njimi strinjam. Zdaj, osebno mnenje obrestne mere in tako naprej. Zdaj, najprej bi rekel to, mislim, da smo v zadnjem letu naredili ogromno delo, da smo postavili pogoje za to, da recimo na mojem področju marsikakšne stvari začnemo uresničevati, tako slabo banko, holding in tako naprej. In da so to dobre stvari, ki so bile kot dobre prepoznane tudi v tujini in to se tudi vidi v odzivih, ki jih dobivamo in tudi v obrestnih merah. Vendar seveda to ni vsa zgodba, ne, v svet, vendar ni samo ekonomija. Ne. In kredibilnost ene države ne sloni samo na njenem gospodarstvu, pa na njeni ekonomski politiki. Tisto, kar sem jaz ves čas govoril, ko smo prodajali obveznico in ko smo zagovarjali, zakaj referendumi niso dopustni, naprimer, ne. Sem vedno rekel, da ključni problem Slovenije za njeno kredibilnost in tudi za ceno zadolževanja je bil v zadnjih letih, da se je pokazalo, da Slovenija ni več sposobna sama reševati svojih problemov. Ne. Ekonomskih problemov, strukturnih problemov zaradi blokad pri referendumih. Ne. Zdaj smo pa v situaciji, ko moramo pokazati, da znamo rešiti tudi politični problem, kadar se pojavi. Ne. Ravno tako učinkovito, ravno tako hitro. Zato smo mi danes, pa v pogovorih tudi v zadnjih dneh, iskali način, kako, ne, kaj je najboljši način za to, da pravičene ali ne, vendarle so obremenilne in otežujejo delo vlade, otežujejo tudi komunikacijo navzven, komunikacijo navznoter, na koncu koncev imamo proteste v Sloveniji tudi, ali pa predvsem zaradi pravne države, ne toliko zaradi ekonomskih reform, ne, ali pa oboje, če želite. Ne. Tako da sta obe dimenziji pomembni. Če ne znamo ene rešiti, nam nič ne pomaga, če učinkovito rešujemo drugo. Ne. Tako da smo našli predloge, predlagali stvari, ki pomenijo najhitrejši možen način reševanja politične krize, nadaljevanje vsebinsko po isti poti, ki smo jo kot vlada zastavili. In seveda najbolje bi bilo, da je ta predlog sprejet, mi ga razumemo kot najboljši možni predlog v tem trenutku. Ne. In tudi ne nobene potrebe, da bi špekulirali o kakšnih drugih scenarijih. Ne. Tako da jaz osebno se vsekakor s temi sklepi strinjam.